Pozdravljeni in pozdravljene. Torej, moj prispevek na kratko pač malo o gledališču satiričnih kot orodje za delo z otroki in mladostniki, malo pač o verah, malo o prednostih, pa tudi malo pač o dobrih praksah. Tako da, če kar začnem. Brazilski režiser, dramatik in aktivist Augusto Boal, pa tudi brazilski filozof, pedagog in aktivist Paulo Freire sta se pri razvijanju svoje metode gledališča zatiranih in pa pedagogike zatiranih naslanjala na marksizem. Zdaj, Karl Marx je leta 1848 zapisal v Komunističnem manifestu, da je zgodovina vsake dotedanje družbe zgodovina razrednih bojev. Razredni boj je posledica protislovja razredne družbe, ki se deli na dva glavna družbena razreda, buržoaznega, vladajočega oziroma kapitalističnega, na drugi strani pa delavskega. O razredni družbi govorimo takrat, ko ima del družbenega prebivalstva, ki je procentualno gledano manjšina, monopol nad družbeno produkcijo. Vladajoči razred, torej kapitalistični buržoazni razred, si zaradi svojega monopola družbeni presežek, ki ga ustvarjamo delavci, prisvoji za osebno rabo in z njim razpolaga torej kot svojim osebnim premoženjem. Ker se vzgojno-izobraževalni zavodi, institucije, mediji, kultura in tako naprej razvijajo v korist kapitalističnega razreda, ki ima to moč, da si podreja vse družbene dejavnosti, je Freire razvil svoj pedagoški model, Boal pa različne gledališke pristope, ki temeljijo na prepoznavanju oziroma bomo rekli bolj spodbujanju neke politične razredne zavesti. Boalovo gledališče zatiranih in Freireva pedagogika zatiranih omogočata, da delavci prepoznajo, da so zatirani in pa odpirata tudi potencialne možnosti za upor delavcev. Zdaj, ko jaz govorim o razredu delavcev, ne govorim pač v ožjem pomenu, da so to delavci pa delavke v tovarnah, ampak v bistvu delavci v širšem smislu, to pomeni tudi vzgojno-izobraževalni delavci, to je vsi tisti, ki delamo v šolah, socialni delavci, pedagogi in tako naprej, pa tudi delavci s področja kulture, torej čisto vsi, ki smo prisiljeni za preživetje na trgu prodajati svojo delovno silo za mezdo. Gledališče zatiranih je v bistvu že v 60-ih, 70-ih zasnoval Augusto Boal, oziroma drugo ime za gledališče zatiranih, torej tudi gledališče za družbene spremembe, kar sem slišal že pred tem. To je metoda, ki se lahko uporablja v gledališko-aktivistične, v pedagoške in izobraževalne namene, kot orodje za doseganje socialne pravičnosti. Danes je gledališče zatiranih v bistvu razširjeno povsod po svetu, tudi tako v Evropi, kot tudi drugod. Temelji pa torej na ideji, ki sem že prej omenil, da je treba najprej razumeti, kaj vzpostavlja zatiranje v naši družbi, da je treba v bistvu dekodirati, kaj vzpostavlja neenakosti, diskriminacijo, rasizem, seksizem in pa druge oblike izkoriščanja. Zato je osnovni koncept gledališča zatiranih moč, preko katere raziskuje, obravnava in izpostavlja razmerja moči med zatiralcem in zatiranjem. To pomeni, da igralke oziroma igralci s pomočjo različnih tehnik, kot so časopisno gledališče, forumsko gledališče, slikovno gledališče, nevidno gledališče, razvijajo kritično mišljenje o moči dominantnega razreda. Zdaj, živimo v kapitalistični in potrošniško usmerjeni družbi, kjer je glavni cilj oziroma glavno gonilo dobiček. Zato se soočamo z mnogimi družbenimi problemi, ko so vse večje neenakosti med bogatimi in revnimi, degradacija okolja in enormno izkoriščanje živali za človekove potrebe. Leta 2018 je imelo 8 oseb več premoženja kot 3,6 milijarda najrevnejših prebivalcev ljudi. Zaradi globalne ekonomske in socialne krize, ki jo med drugim povečuje tudi COVID-19, se seveda neenakosti med kapitalističnim in delavskim razredom še povečujejo. Zdaj, ko govorimo o razrednem izkoriščanju, se mi zdelo, da je pomembno to, da razredno izkoriščanje ni zgolj podobno drugim oblikam izkoriščanja,
na podlagi nacionalnosti, na podlagi spola, spolne usmerjenosti, na podlagi veroizpovedi, starosti in tako naprej, ampak v bistvu tvori z njim sistem medsebojno odvisnih in vzajemno delujočih izključevanj in dominacije. Neoliberalizem vpliva s svojimi mehanizmi, smo rekli že prej, torej na vse sfere družbe, torej tudi na javno vzgojne izobraževalne institucije. Šola je bila torej od nekdaj vodilni ideološki aparat države, ki je z učenjem določenih tehnik, torej branja, pisanja, računanja, pravil, kot je ustrezno vedenje, morala, državljanska zavest, poklicna vest in tako naprej, pa tudi prvin znanstvene in humanistične kulture zagotavljala obvladovanje in podrejanje množic vladajoči ideologiji. Iz učnih načrtov in zakona o osnovni šoli lahko razberemo, da se neoliberalne vrednote vse bolj uveljavljajo tudi v slovenskem šolstvu. Neoliberalno usmerjeno izobraževanje poudarja tržno logiko razmišljanja, individualizem, tekmovalnost in materializem. Spodbuja torej tiste izkušnje, kompetence, znanja, ki so uporabna na trgu fleksibilne delovne sile. Teja Kržišnik leta 2008 v svoji diplomski nalogi z naslovom Neoliberalni diskurs v osnovnošolskih ugotavlja, da avtorji osnovnošolskih učbenikov v ospredje postavljajo posameznika, ki ga seveda razumejo kot gospodarja svoje usode in časa. To se kaže tudi pri ekoloških vprašanjih, na primer ločevanje odpadkov, zmanjšana uporaba plastike in tako naprej. Ne pa, ker ni v ospredju torej vloga, ni toliko poudarjena vloga korporacij, vloga in odgovornost korporacije. Avtorji in avtorice obenem poudarjajo pomen naroda in družine, ne pa delavskih pravic, enakopravnosti spolov, javnega šolskega in zdravstvenega sistema in tako naprej. Tradicionalnost v teh osnovnošolskih učbenikih se kaže tudi v opredelitvi družbene vloge spolov, kjer avtorji jasno ločijo na moška in ženska opravila, ter moškega predstavljajo kot rešitelja vseh težav. Zdaj učitelji in učiteljice v bistvu pri poučevanju in raziskovanju pač lahko uporabljamo različne oblike in pa metode dela. Gledališče zaterenih lahko služi kot metoda za poučevanje, saj služi kot orodje za naslavljanje nepravičnosti v neoliberalnem sistemu in usmerja k aktivni in pa pravični participaciji ne zgolj učencev, temveč tudi staršev, društev, nevladnih organizacij in raznih aktivističnih skupin. Bomo o tem še pol malo kasneje. Gledališče zaterenih v bistvu v svojih začetkih ni bilo namenjeno za delo z otroki in mladostniki, zato se je tudi moralo naslanjati na različne gledališke pristope pa tehnike in metode. Vprašanje, kako pri najmlajših spodbuditi razmislek o zateranju in emancipaciji, me je tudi vodilo do raziskovanja dobrih praks gledališča zaterenih kot orodje za delo z otroki in mladostniki. V delu Youth and Theatre of the Oppressed, ki ste ga leta 2010 uredila Peter Duffy in Elinor Vetrejno, je navedeno več različnih pristopov, kako gledališče zaterenih uporabiti pri delu z mladimi. Tudi Julian Boal na začetku knjige zapiše, da lahko otroci preko gledališča ozavestijo, kaj pomeni biti v koži nekoga drugega. On pravi torej, da je gledališče bolj primerno kot katerikoli drugi medij, ker omogoča, da otroci prepoznajo in razumejo, začnejo razumeti vlogo pa položaj drugih ljudi. In ko spoznajo, torej, da so te vloge in položaj družbeno konstruirani, oblikujejo zavest, da je možna tudi drugačna družba. Družba, ki ne temelji na zateranju oziroma izkoriščanju drugega. V Queensu v New Yorku od leta 1990 vpeljujejo Boalovo metodo pri delu z najmlajšimi v okviru programa Early Learning Through the Arts. Zdaj ta program vodi skupina Creative Arts Team, oziroma skrajšano CAT, iz mestne univerze New York. Pri delu z otroki, starimi od 3 do 7 let, se je za učinkovito izkazala kombinacija forumskega gledališča z lutkovno umetnostjo.
Pedagogi že dlje časa prepoznavajo prednosti in koristi lutk pri njihovem vključevanju v vzgojno-izobraževalni proces. Zdaj, lutka je sredstvo, ki olajša komunikacijo, se omogoča posredni dialog z otrokom. In ravno te intervencije z lutkami so pokazale, da se otroci seveda lažje vživijo v like, lažje prepoznajo in delijo svoje občutja, svoja razmišljanja. Forumsko gledališče pa temelji na dialogu, ki ga med igralci in gledalci vzpostavlja joker oziroma moderator in teh intervencijah, s katerimi vplivamo na potek česa. Forumsko gledališče omogoča izkustveno učenje, s čimer podpira in krepi razvoj lastnosti, ki jih bodo otroci potrebovali v prihodnosti, torej v svojem življenju. Tistemu, kar otroci gledajo, sledi pogovor, sledi refleksija, sledi analiza, evaluacija gledanega. Tako da preko intervencij z lutkami otroci lažje ozavestijo, kaj je vzrok za nastal konflikt, razvijajo svojo senzibilnost do drugih in pretehtavajo različne možnosti za reševanje konfliktov. Pri delu z najmlajšimi je ta kreativna skupina, Creative Arts Team, izhajala iz forumskega gledališča, ki ga je tudi uspešno priredila otrokovim zmožnostim, potrebam in interesom. Zdaj, prednost samega forumskega gledališča je, da lahko predstavo prekinjamo oziroma zaustavljamo, kadar želimo, kar tudi omogoča postavljanje posebnega prostora, znotraj katerega otroci s pomočjo učitelja oziroma moderatorja razmišljajo, razglabljajo in presojajo o tem, kar so videli. Tina Fischer, članica te kreativne skupine, je zapisala, da otroci na tak način razvijajo spretnosti, ki so nujne za to, da se bodo v prihodnosti lahko postavili zase in za druge. Znotraj intervencij z lutkami so namesto enega uporabili dva moderatorja. Outside facilitator, inside facilitator, torej zunanjega pa notranjega. Notranji moderator je v bistvu lutkar oziroma lutka, ki se odziva na mnenje otrok, upošteva njihove predloge pri nadaljevanju predstave. S tem otroci v ponovnih uprizarjanjih v teh intervencijah spoznajo posledice svojih predlogov. Naloga notranjega moderatorja je tudi, da spodbuja otroke, da se čim bolj vživijo in razmišljajo kot liki. Notranji moderator lahko kadarkoli zaustavi predstavo, še posebej takrat, ko njegova lutka rabi pomoč oziroma nasvet od otrok. Običajno sedi nekje v centru, nekje na sredini, kjer lahko tudi opazi odzive otrok in seveda tudi zunanjega moderatorja, s katerim sta tesno skupaj sodelujeta. Zunanji moderator pa je v bistvu joker, torej tisti, ki vodi pa koordinira ponovitve z intervencijami. Njegova naloga je, da zagotavlja varno in spodbudno okolje, daje navodila, torej kdaj in kako lahko otroci intervenirajo, oziroma na kakšen način lahko prekinjajo predstavo, jih spodbuja ter usmerja k kritičnemu razmišljanju in iskanju predlogov za izboljšanje situacije. Zunanji moderator lahko stoji ali pa sedi ob strani dogajanja, ker ima seveda isto pregled nad otroki in notranjim moderatorjem, da lahko hitro poseže z vprašanji, za podvprašanji pa za preusmerjenjem, kadar pač ugotovi, da neka situacija ni učinkovita. Zunanji moderator mora obvladati, kako predloge otrok vključiti oziroma vpeljati v predstavo in je v bistvu v vlogi nekega vsevednega pripovedovalca, ki torej od zunaj usmerja potek predstave. Ki je tisti, ki otrokom zastavlja vprašanja glede ravnanja lutk. Ali bo to ravnanje, ali to deluje, to ne deluje, je to prav ali je narobe. In zunanji moderator ne moralizira, temveč zgolj z vprašanji in pod vprašanji preverja njihovo mnenje. Augusto Boal si je jokerja zamislil po Sokratovi metodi. Sokratova metoda temelji na zastavljanju vprašanj, podvprašanj, s katerimi se izpostavlja neka protislovja v njihovih mislih, zamislih. In enako torej tudi ta zunanji moderator pri delu torej z otroki, z vprašanji pa podvprašanji spodbuja otroke, da čim bolj definirajo, da artikulirajo svoje misli. Gre za učno metodo, ki spodbuja kritično razmišljanje, analiziranje, poenostavljanje, sklepanje in tudi argumentiranje. Zunanji moderator z vprašanji in podvprašanji krepi dvom v njihove predloge, ki jih otroci nato sprejmejo ali pa zavrnejo.
Zdaj, kreativna skupina je izpostavila, da se pri delu z otroki pogosto pojavljajo predlogi, da bi s pomočjo magije ali da bi se zazvijačal dokopali do nekih rešitev. Tako da pač, če oba moderatorja, notranji in zunanji, morate takšne predloge seveda vzeti v obzir, ker se pri otrocih starih od 3 do 7 let je ta meja med realnim in nerealnim pogosto zabrisana. Je pa seveda oba moderatorja njuna vloga, da čim bolj spodbujata, da so otroci čim bolj konkretni pri podajanju svojih predlogov. Samo še malo. Zdaj, te rezultati intervencij z lutkami so pokazali, da pač morajo biti učitelji oziroma moderatorji morajo biti dobro usposobljeni. Da morajo poleg teh igralskih spretnosti se morajo naučiti, kako oživeti lutke. V bistvu, da morajo imeti tudi neke animatorske spretnosti. In znotraj njihovega programa so s tem namenom učiteljem omogočili razna usposabljanja in izobraževanja, kjer so izpopolnjevali svoje te moderatorske pa animatorske spretnosti. Program pa še vedno ni dokončno oblikovan, ker se v bistvu še spreminja v skladu z problemi, ki se pojavljajo pri delu z otroki. Zdaj, med mladimi je prisotno vse več sovražnega govora. Predvsem na internetu, vse več je rasizma, ksenofobije, medvrstniškega nasilja in spletnih zlorab. Znotraj gledališča Zaternik lahko obravnavamo različne družbene problematike. Z njim odperimo vprašanje, kako bi lahko ravnali drugače. Večina avtorjev in avtoric, ki delujejo z mladimi, izpostavlja, da je gledališče Zaternik lahko učinkovita metoda, kadar se usposobi učitelje in učiteljice o njegovi vlogi in pomenu. Če učitelji in njihovi ravnatelji prepoznajo, da gledališče Zaternik spodbuja ustvarjalnost, kritičnost, čut za drugega, solidarnost, da razvija neke stereotipe, predsodke, ga po mojem mnenju bi lahko vključili v kurikulume, ter k sodelovanju povabili tudi neke zunanje in strokovno usposobljene izvajalce. Zgoraj smo navedli torej ta primer intervencij z lutkami, ki jih lahko v bistvu učitelji pa učiteljice ali pa njihovi spremljevalci uporabijo v razredu. Ne potrebuješ odra, nič. In učitelji pa učiteljice lahko seveda pri pouku uporabljajo tehnike gledališča Zaternik tudi na različne načine, kot smo tudi prej že slišali. Učitelj slovenščine lahko namesto nekega usmerjenega pisanja uporabi forumsko gledališče in reče učencu, pridi pred tablo, prikaži osrednji konflikt in okoliščine, v katerih bi protagonist lahko odreagiral drugače. Gledališče Zaternik je lahko učinkovito sredstvo tudi za dialog med učitelji, učenci in njihovimi starši. Če gre za neko medvrstniško nasilje na šoli, za rasizem, se lahko na takšen način zelo dobro spostavi dialog tudi s starši. Avtorji in avtorice prepoznavajo, da je gledališče Zaternik lahko učinkovito orodje v boju proti izkoriščanju in zatiranju, saj raziskuje in razkriva razmerja neenakosti v družbi, razmerja moči. Z intervencijami in vodenim pogovorom otroci prepoznavajo drugačne možnosti, ki vplivajo na njihova razmišljanja, vedenja in ravnanja. To dokazujejo tudi intervencije z lutkami, saj so otroci preko iger z lutkami potem prepoznali torej tudi neke vzorce zatiralske v resničnem življenju, kar tudi vidite gor. In to, kar je bilo omenjeno v bistvu tudi že pred tem, gledališče Zaternik ne povezuje zgolj učiteljev, učencev, ampak lahko povezuje tudi druge deležnike. In tukaj se mi zdi tudi eno zelo pomembno, ker je tudi v bistvu Metka tudi prej izpostavila, da v gledališču Zaternik lahko poleg staršev vključimo tudi razna društva, neke iniciative, nevladne organizacije, s katerimi krepimo povezanost šol z lokalnim okoljem. To se mi zdi tudi, da bi se lahko več o tem. Po drugi strani pa se gledališče Zaternik sooča tudi z velikimi ovirami. Velik problem v vzgojno-izobraževalnih zavodih predstavljajo učitelji, ki se ne zavedajo svojega poslanstva in v bistvu zgolj nekritično prenašajo svoje znanje. Učitelji in učiteljice bi kot intelektualci in intelektualke morali biti glasniki družbenih sprememb, to pomeni, da bi s tem, ker se torej oni borijo v prvih vrstah, dobesedno in lažje sledili torej tudi učenci. In s tem torej učence mlade usmerjati v neko kritično, kreativno soustvarjanje pravične prihodnosti za vse.
Ker šole ne spodbujajo in ne razvijajo kritičnosti, so emancipatorne metode in prakse, kakršno je gledališče Zaterenih, tudi neuspešne za razvijanje na dolgi rok politične zavesti. Globalni kapitalizem ustvarja vse bolj široko organizirano in sistematično izkoriščenje ljudi, živali in okolja, zato je moje mnenje, da moramo nujno že pri najmlajših spodbujati vprašanja o razmerjih moči v družbi. Gledališče Zaterenih je lahko ena izmed učinkovitih participatornih praks, ki bi morala postati tudi del širšega organiziranega boja za odpravo kapitalističnega družbenega sistema.